Prej v tem studiu, kot smo napovedali, Marko Verdev, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kdo bi si mislil, ne? Nismo mesec dni po izidu nove knjige, še pa nismo imeli avtorja v tem studiu, tako da je na nek način to premiera. Odlično. Hvala lepa. V bistvu, hvala za povabilo. Preden gremo na to knjigo, na knjigo Govorim, ki je išla pri Beletrini pred približno mesecem dni. Vemo, da je Mikropolo podjetje, ki je že nekaj let tudi kar razvpito v našem mestu po malo drugačnem pristopu, ampak zdaj, kak je direktor tako podjetje, pravijo, ne? Ja, res je, tako je. In kak zdaj se dogaja, da tudi drugi postavljajo verjetno veliko vprašanj, ne? To je približno verjetno pri vas enako kot pri nas, kak je se tako zgodaj zjutraj vstajati, ja? Kak te imate to narediti? Kak imate vi na Mikropolo? Kak imamo mi? Mi imamo zjutraj najprej zajtrk, tako da se imamo najprej fajn, najprej se gremo fajno krepčati, imamo en taki zajtrk, ko približno v hotelu, samo postrežni bife. Tako se naše jutro začne, no. Mogoče pa jih je pol že začelo zjutraj s fitnessom, tako da ali s fitnessom ali zajtrk. Pa kaj si ti? Super. Kaj super, okay. Ker ti fitnessa ne bi videl, verjetno. Jaz bi zajtrk. Ravno kar je rekel, pol gre na fitness, pol na zajtrk, jaz sem polovici za zajtrk. Mi to imamo malo drugače, skoraj enako, malo drugače na tem radiju. Ok, ampak zdaj najpomembnejše je seveda to knjižno delo Govorim. Ta podnaslov se mi kar dopade, ne, in dosti pove. Intimen in brezkompromisen biografski pogled življenja in razmišljanja neobičajnega poslovneža, ki ruši tabuje. Že nekaj časa nazaj je bilo jasno, da če se človek odloči za take korenite spremembe v življenju, kot si se jih Marko, je potrebno veliko poguma. In zdaj mene zanima, seveda se je naša družba tudi spremenila in se je vse skupaj je postalo malo bolj ohlapno, ampak iz tvojega zornega kota, ali smo bili mi pripravljeni na Marka na tak način? Kaj vem, ja in ne, tisti, ki me malo poznajo, so verjetno nekaj tega pričakovali, tisti, ki me malo manj, pa so me malo presenečeni, ampak ne vem, jaz grem vedno do konca, ne znam biti polovičarski in če že nekaj naredim, mora biti to vedno tako da odmevano. Ne vem sicer zakaj, ampak to je... Ok, ne, je eden od načinov, ni najlažji verjetno, ne? Ne, ampak po svoje, če želiš nekaj spraviti svet, moraš biti malo provokativen, moraš narediti neke druge korake, ne, vse sam veš, če želiš biti opazen, pač moraš stopiti iz množice pa glavo ven potisniti. Ja, res je, ampak koliko je to na eni strani mogoče pač služi nekemu namenu, prinese za sabo, prinese za sabo tudi verjetno kar neprijetnih stvari, ne? Pa moram reči, da sem pričakoval več neprijetnih stvari, pa se zaenkrat v tem mesecu še nič ni slabega zgodilo, samo pozitivne, Okay, tako da zaenkrat kaže kul. Mislim, se mi zdi, da veš, zapisati na tak način te stvari, jaz priznam, knjige še nisem prebral sem samo prvih nekaj strani o očetu, materi in tako, kot se pač knjiga začne. Me pa zanima, recimo, kakšen je bil pravzaprav cilj, notranji in nazven? Cilj je bil mogoče na en način pokazati tudi neke slabe stvari podjetništva, vedno se za vsakega reče, ne, ti si podjetnik, tebi je lahko, noben pa ne vidi, kaj se v naših glavah dogaja po noči, ali pa takrat, ko ima podjetje mogoče malo slabše rdeče številke. To je bila ena stvar, druga stvar je bila pa, ki me je notranje motivirala, je bila pa ta, da dajmo enkrat že nehati živeti po pričakovanjih drugih, no in nam bo vseeno, kaj si drugi o nas mislijo. To je, ja, to je tako lahko reči. Ja, pa lahko reči. Zelo lahko je reči, ampak jaz mislim, da s knjigo sem ravno pokazal, da sem mogoče bo celo kdo rekel mejn primer, ampak ravno s tem pokažem, da jaz sem pač taki in tak živim in mi je čisto vseeno, kaj si kdo o meni misli. No? In to je bil nek
lepo in dajmo živeti tako, da smo notranje zadovoljni pa srečni. Kar je, se zdi, da v nekih urbanih ali pa recimo temu še suburbanih okoljih ok, kak pa prideva, ne vem, na kaki griček v okolici Maribora, ne, kjer so pač ti tradicionalni vzorci še tako globoko zakoreninjeni, pa se zdi to malo težje, ne? Res je, ampak jaz si vedno rečem, nekdo mora začeti, nekdo mora začeti stvari spreminjati, moramo se začeti več o tem pogovarjati in korak po koraku. Tako je, korak za korakom. Kaj si hotel, Igor? Ja, kak je pa poslovno okolje sprejelo to razkritje? Zaenkrat zelo, zelo v redu, predvsem zato, ker tako kot sem prej povedal, ne, knjige o podjetništvu ali pa knjige, ki so jih pisali podjetniki, so v glavnem neke zgodbe, ne, kak je meni vse uspelo, ne, od A do Ž, in sem zdaj nekje na višavah. Jaz sem ravno pa hotel kontra pokazati, nekako pa meni nekaj ni uspelo, kakšne bodbe sem imel, kak sem psihično zgorel, šel na psihiatrijo in to vse zaradi posla. Tako da je mogoče na nek drug način tudi podjetniška knjiga in so podjetniki, tisti, ki so jo do zdaj prebrali, zelo veseli, da se nekdo lotil tudi malo druge perspektive podjetništva. Ja, da ne vidijo samo pač velikih avtomobilov, ne, Točno to. tega, to je samo posledica ali pa na nek način nujno, kar pač služi nekim namenom in pravilom, da je od zadaj stvar veliko, veliko kompleksnejša. Marko Verdel je danes z nami, knjiga Govorim je že na voljo, išla je pri Beletrini, nadaljujemo takoj potem. 15 minut, ko imamo gosta v studiu, smo veseli, danes je obiskal, danes zjutraj, Marko Verdel. Marko, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Knjiga, o kateri govorimo danes, je knjiga Govorim, išla je pred kakim mesecem dni in je seveda že na voljo in je en tak intimen in malo drugačen pogled v življenje res uspešnega poslovneža, ki pa po drugi strani ruši tabuje. In zdaj veliko, tudi sam si že omenil, izgorelost, psihiatrija, vse to so stvari, ki se slišijo zelo dramatične, seveda so osebno tudi bile, ampak se dogajajo in verjetno ni Marko Verdel edini, ne? Ne, dogajajo se pogosteje, kot sem si tudi sam predstavljal. Zdelo se mi je prav, da začnemo o tem govoriti, ker predvsem, tako kot si prej sam omenil, ruralna območja, bom malo lepše rekel mariborskim gričem, na ruralnih območjih, pa tudi med podjetniki, je priznati neko duševno stisko ali pa duševno bolezen še zmeraj tabu, ker misliš, da bojo potem vsi rekli, temu se je zmešalo, to je za odpis. In pred nekaj tedni sem dal eno objavo recimo na LinkedIn ravno o duševnih stiskah in sem bil presenečen, da se mi je okoli 30 moških javilo, ki so se mi zaupali ravno zato, ker sem javno spregovoril, kar mi je dalo misliti, da je očitno teh stisk bistveno več kot zgleda na prvi pogled. In kaj recimo iz tega poslovnega aspekta ravno, ne, to tveganje, ne, da poveš, jaz pa nisem verjel, jaz pa, ker seveda je to osnovno razmišljanje, zdaj bojo mislili, da nisem diht, ne bojo sodelovali z mano, ne bojo delali z mano, moje podjetje bo šlo k vragu. Ja, ampak jaz rečem, duševna bolezen je tako, da si zlomiš roko, ne? Bolezen podobno, kot če si zlomiš roko in če si zlomiš roko, greš z gipsom, ne, po mestu, pa vsi to vidijo, pa ti ni nič hudo. Duševna bolezen je ravno tak bolezen, ki se pozdravi, ne? Pač ne vidi se, ni pa nič narobe, po moje, če to poveš. Ja, seveda, da ne, prav je in morali bi se o tem pogovarjati. Verjetno ste tudi v podjetju Mikropolo zdaj pozorni na to, se o tem pogovarjate, tudi v svojem delovnem okolju skrbite za se pogovarjamo, skrbimo, zato imamo tudi eno partnersko podjetje, ki pri nas skrbi za duševno zdravje zaposlenih. In recimo presenetljivo je bilo, ko smo pred kratkim obnavljali pogodbo, se me je zanimalo, če so naši sploh kaj koristili, ker sve je to anonimno. Ja. In ko sem dobil podatek, da je 40krat bilo koriščeno v enem letu pomoč pri duševnih stiskah, mi je postalo jasno, da je to res še kako potrebno danes. Ja. Mislim, jaz osebno moram reči, da seveda tu imamo neke težave, ampak to verjetno kaj si za mene pogledal? Že vidim, kaj mene pogledal. Ne vem, zakaj smo te vsi trije pogledali. Mislim, ja, uspešno je bilo. Ne, pa se ne, mora biti hecam.
Mislim, da si samo krivec, da ima kot drugi težavo. Ne, ampak mogoče vseeno bi tudi tu na radio rabili nekoga, ki bi se malo pogovoril z vami. Ja, pri nekaterih je simptomatika pač bolj odkrita, pri nekaterih manj, se jasno da. Ne, ampak fajn je, smeh je zdravje, ne? Res je. Mislim, zdaj za nekoga, ki je bil v taki situaciji, verjetno lahko še bolj konkretno o tem spregovoriš, ne? Ja, meni se je naprimer en dan zgodilo, da ko sem se pripeljal pred firmo, nisem mogel več z avta, začel sem kričati, jokati, volant trest, bil sem, hvala Bogu, še toliko, da sem poklical na psihiatrijo, da ne pridajo pome, pa so rekli, da je to ni urgentno stanje za rešilca, ampak vse je res po eni strani, ne, je pa res, da sam ne moreš voziti, tako da so me potem peljali vseeno na psihiatrijo, tam sem prosil, da me zaprejo, ker sem imel nek občutek, da če me bojo zaprli, bo vse zginilo, pa seveda ni. Bolj se je pa začelo res dolgotrajno zdravljenje, ki pri takih stiskah, depresiji, tesnobi, izgorelosti traja, ne vem, pri meni je trajalo 9 mesecev bolniške. Vmes sem si enkrat doma glavo razbil še v spodnicah, ravno v takem vremenu, ko je danes po cesti, po glavni cesti, dokler mi ni začelo res toliko zebs, da sem ugotovil, da sem v spodnicah na mrazu, pa so krvavljeno glavo. Teda, to so res, ne spoznaš se več, ne, možgani ti naredijo en taki halo v glavi, da nisi to več ti in enostavno se ne obvladaš, zato pa je treba res biti pozoren na vse simptome, pa takoj priporočam vsakemu, ki začuti, da ga kaj tare ali pa da je pod prevelikim stresom, da si morda poišče pomoč psihoterapeuta, ker začeti hitro je bistveno lažje pot okrevanja, kot če te enkrat odpeljajo na urgenco. Ja, zagotovo. Zanima me to, se pravi, in daj, očitno je tako, ampak moram vprašati, tako si dejal, da si fejs zgubljen v takem stanju, da se človek ne prepozna in tako dalje, ampak se da najti nazaj pot do sebe. Jaz moram reči, da so me pri tem zagotovo, da so mi pomagali moji 3 otroci, ker sem bil zelo blizu že misli tudi na najbolj ščen scenarij, kar je kot je recimo samomor. In pred 14 dnevi en slovenski podjetnik znan naredil samomor in mi je ravno to mogoče me še spet v eno osebno stisko spravilo, ker sem se poistovetil s tem, v kakem stanju sem bil jaz leto dni nazaj, da sem bil v bistvu res zelo blizu tega in je to en zelo neprijeten, grozen občutek, ki ga ne privoščim nikomor. Ja, absolutno. Mislim, to so take resne stvari, ampak dejstvo je, da se dejansko o tem premalo pogovarjamo, zato preden nadaljujemo, moram reči hvala, v bistvu. Ja. Ne? V imenu vseh tudi tistih, ki še ne vejo, da so že hvaležni tebi. Ja. Brez heca. Govorimo seveda z Markom Verdevom, govorimo o situaciji, govorimo o njegovi novi knjigi, govorimo. Tako da zdaj malo BTS, pol pa z Markom govorimo naprej. 9. Marko Verdev je še vedno gost danes jutraj v tem studiu in malo bomo seveda vse skupaj podaljšali, tako da intervjuja še ne bo konec tako hitro. Še imamo ogromno stvari, da se o njih pomenimo. Marko, dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Knjiga Govorim, ki jo seveda priporočamo, ne govori samo o izgorelosti, ne govori samo o podjetništvu z tiste druge plati. To je knjiga, v kateri v bistvu, tako da bi zdaj rekel, ok, so bile neke, mogoče še neke zapornice, ki sem jih imel glede sebe in svojih malih skrivnosti, ampak sem nastavil dinamit, v risanki, hop, stisno dol, tisti to in vse je. Da vse napladen. Ja, veš kaj, če pišeš knjigo o svojem življenju, če nekaj zamolčiš, pol, ne vem, meni se zdelo, ne morem zamolčati, ker pol je knjiga na pol, ne? Ja. Ali grem full in, ali pa je ne pišem. Ok, in ta full in seveda pomeni, da tudi ljudje izvejo o tebi stvari, ki jih morda niso vedeli. Recimo, ena od teh je, ko govorimo o okuženosti z virusom HIV. Res je. Ko sem 10 let nazaj zvedel, da sem okužen, sem seveda mislil, da bom umrl. To je bilo prva tista misel, ko pomisliš, evo, zdaj pa je konec. Ja. Druga misel pa je bila, da nikoli več ne bi našel sploh koga, kdo gre stav v poslu, če ve, da si HIV pozitiven.
Da sem v knjigi o tem govoril, me pa predvsem je bil pa vzgib ta, da ko sem sam postal okužen, nisem imel kje kaj prebrati od nikoga, kaj zvedeti, ki to že ima, da bi mi razložil, kako je s tem živeti. Ali res bom po 10 letih me več ne bo, no danes tu sedim. Tako. Ja, in čisto štima vse. Vse štima. Virus HIV je danes v bistvu zelo pod kontrolo, za eno tableto zjutraj je podobno kot recimo, da imaš diabetes, da si jaz si pač na mesto inzulina dam eno drugo tableto v usta. Ja. In nisem kužen, virusa ne morem prenašati, živim normalno naprej. Ja, čist drugače, kot recimo je to bilo, ne vem, v 80-ih ali pa takrat, ko je Magic Johnson to objavil in tako dalje. Ja, čisto drugi časi so danes je to bolezen, ki je obvladljiva, v bistvu lahko imam nezaščitene spolne odnose, pa mogoče kaj bi še povedal, kar vidim, da ljudje zelo ne vejo, ne razumejo, pa zamenjujejo je AIDS. Ja, AIDS je bolezen, ne, HIV je pa... AIDS je bolezen nezdravljenega HIV-a in tako. AIDS je velika verjetnost, da umreš, pri HIV-u pa res lahko živiš v bistvu danes... Normalno to, da ga nimaš, ja. Zato sem želel tudi o tem govoriti, no, da drugi vidijo, da, tako kot si rekel, sem tu, pa vrejo zgledam. Ja, absolutno. Mislim, mi dva vrejo zgledam, ne bom pa zdaj za druge govorila, ne na zadnje, no pa Ana, ker je na tretjo tudi hodila. Ne? No pa to. No pa jaz, ki imam že božične polove. Ja, seveda, vsi smo mi fajn. Vsi smo vrej. Ja, Marko Verdev je naš gost, nadaljujemo takoj po oglasih. Govorili bomo tudi o tem, da ni jedo samo pohano, pa pomfri v svojem življenju. Tuti Radio Marko. Ja, Dejan, Ana, Jeger in Marko danes zjutraj. Dobro jutro. Dobro jutro. Marko Verdev, torej še vedno naš gost. Veseli smo, da si je vzel toliko časa za nas. Nova knjiga Govorim je zunaj kak mesec dni in jo seveda toplo priporočamo. Obljubili smo, da bomo vprašali tudi to, ker ne nazadnje o tem piše knjiga in o tem so se že na pol urbane legende nekje med govoricami spletle, da je Marko dosti tega pojedal v svojem življenju. Ne nujno, bi si pač konzumiral v različnih oblikah. Ki smo pri pohanem? Ne, smo pri recimo kokainu. Okay. Ja, kokain je se zgodil, pišem pa o njem predvsem zato, ker me je ta rekreativna uporaba v nekem trenutku, oziroma ta rekreativna uporaba je v nekem trenutku prešla na kar resno zlorabo. In v nekih slabih časih, ko je bil COVID, pa ko se je dogajalo vse živo, prešla tudi v zlorabo. In pišem o tem, ja, da čeprav nisem ponosen na to in me je sram, da sem tako globoko sploh padel, da pa vseeno je važno, ne, da ne glede na to, kako globoko padeš, da vstaneš, se pobereš, greš naprej. Tako da čez smučanje je zdaj ena veliki križ, na tem nosnem smučanju, pa kepanju, pa tako dalje. Ja. Teh belih veseljih, ki obstajajo tam zunaj, v narekovajih seveda. Ampak tudi zato je potrebna posebna moč, determinacija in notranja energija. Spet družina, otroci? Ne, ja, tudi zagotovo so mi pa prijatelji pomagali, kako sem enkrat ugotovil, pa moram iskreno povedati, da sem bil že na igli, da je to postalo prenevarno, sem se, vsaj hvala Bogu, zbral toliko poguma, da sem se najboljšim prijateljem zatožil in jih prosil, da me hodijo kontrolirati, da mi pač pomagajo ven z tega in res moram se mi še javno zahvaliti, da so mi pomagali in evo, da sem danes tu, kokaina pa več ne poznam. No, super. Ja, ker pravijo tudi, ne, tako kot pri vseh odvisnostih, fizična načeloma relativno hitro mine. Glavna je v glavi. Ja, jaz sem imel 1 gram koke doma še zelo dolgo pol, ravno zato, ker sem si rekel, če je nimaš, je lahko biti brez. Hudo je, če te gleda, ne, zamare in sem imel res tako dolgo, da sem jo na koncu sicer podaril nekomu in da me ni premamla. No. Ok, skratka, tudi to je ena od večjih zmag v življenju. Zagotovo. In kako je to šlo skupaj s podjetništvom in podjetjem in uspešnostjo in delom? Ja, to so bili neki nori časi v COVID-u, vsi smo noreli, delali smo, mi sploh v naši branži, taki ko smo, nam je COVID pač šel na roko, tako res je. Pač je.
Tada smo res delali noro in to se pač nekje pozna, ne? Vse stres, ki se nabere, pa ne na zadnje 20 let že vodim podjetje, to vse terja nek davek. Ne? In ne skrbiš sproti zase, te zna nek dan to malo pokopati. Se pravi, to je na nek način dokaz tega, da ima vesolje en zanimiv način obstoja oziroma ravnanja. Najprej sili v uravnilovko, potem pa v entropijo. Ja, tako je. V kateri fazi smo zdaj mi dva? Mi dva sva zdaj v eni, v svobodni fazi, ko mi čisto dol visi. Lepo! Razen tisto, kaj mi ne bi smelo viseti, tisto ne visi. Dobro, pravilno. Je pa res, da je zdaj marsikdo, rekel, ko je bil zraven, mislil si, če bi jaz bil tak zraven, pa rekel, se to je noro, se tak ne moreš živeti, ker je pač kdo zraven bil, kaj si nor. Marko Verdel je naš gost, nadaljujemo, tako potem. Pred 9, še par minut bomo uzurpirali našega današnjega gosta, Marko Verdel. Lepo zdrav še enkrat, neho govori dobro jutro. Bom jaz rekel dobro jutro. Dobro jutro. Govorimo, seveda, oziroma povod je bil dejstvo, da je izjemno zanimiv, uspešen, odkrito srčen in sebi zvest Mariborčan, pa seveda to, da ima zunaj knjigo, govorim, ki jo priporočamo, zato da marsikaj izveste in se lahko iz tega marsikaj naučimo v knjigi, ki veliko pove med vrsticami. S tem, ko je tako direktna, komunicira več, mogoče celo več, kot si mislil, da bo. Ja, res je, da komunicira zagotovo tudi med vrsticami, predvsem pa ima neke, kako ne rečem, skozi knjigo ne govorim samo o mojem življenju, ampak na nek način tudi o izkušnjah, pa kaj sem se v teh letih naučil, sploh pa v tej fazi Abrahama, ko se mi zdi, da si naštelaš življenje malo drugače, pa spremeniš malo prioritete. Ne? Absolutno. A je sploh kaj, kar v knjigi ni napisano? Je ostalo še kaj? Je ostalo. Okay. Nekatere stvari so napisane tako, da jih v bistvu zveš, pa vseeno ne zveš ničesa. Okay. Dobro, super. Pa tudi niso še vse zgodbe končane, tako da še zna priti. No, hvala Bogu. Kako nadaljevanje? To smo prepričani, da niso zgodbe. No, hvala Bogu, ne? In glede na to, da še imaš ogromno zadat. Zdaj, mi imamo eno mini igrico, eno ali, okay. Ker sem se odločil, da bi bilo fajn, da mogoče mi malo še kaj o Marku tu zvemo, kar ni sam povedal. Okay. Vem, da je to skoraj misija, ne, mogoče nam rata. Okay. Torej, gremo, samo 3 primeri so, okay. Ni napačnih. Ali, Backstreet Boys ali Take That? Ja, no. Nič od tega, ampak Take That. Recimo. Resno. Če bi rekel Backstreet Boys, resno. Vidiš. Nam te puško. Drugi, črni petek ali pač petek? Pač petek. Viš. Ne? Ja, pač. Ja, pa dobro, no, jaz bom pa pač nakupovala, ok? Ja, bo pač črni petek. Ja, to je pa črni petek. In pa še zadnji ali Arsenovič ali Jankovič? Ja. Arsenovič. Ok. Valda, če smaril. Pravilno odgovor. Drugače pa to pa še moram povedati, sem izvedel, da Mikropolo, ki velja za res drugačno podjetje in uspešno mariborsko podjetje, da v petek boste še po nečem prvi in sicer boste postali tudi podjetje, ki dobi prvi certifikat ustni higieni prijazno podjetje. Torej skrbite za duševno zdravje, skrbite za fizično zdravje, ker imate fitness, ker imate zajtrk vsak dan in pa ustni higieni prijazno podjetje postajate. Ja, res je, z VBO-em smo se dogovorili, da ker smo pač že itak na nek način med naprednejšimi podjetji, potem kar nudimo zaposlenim in skrbimo res za zdravje, ker se to na dolgi rok pozna pač sve pri zaposlenih po bolniških odsotnostih, da se lotimo tudi ustne higiene in da postanemo prvi prejemnik tega certifikata. Ja, super, ker mi sicer certifikata nimamo, imate pa ščetke. Imamo pa svojo premijo ščetka. Ja, ta ščetka, za katero dejansko vsi mi tukaj na tem radiju stojimo, da je najboljša ščetka. Dejansko je. Evo, izvoli. To najlepša. Ja, vem, ker nima še. Ne, to še nimam. Tote ne. Tote še pa res ne. Ja, Marko, zdaj, kaj reči ob koncu, hvala lepa. Ja.
Hvala za povabilo. Ne, z veseljem, se še bomo verjetno veliko srečevali. Dejstvo pa je, da tako pogledamo iz enega zornega kota, se je pač žal moralo tebi toliko stvari zgoditi, ali pa na srečo, da si se ti zgodil v našemu mestu in širše Sloveniji in da je prišla knjiga. Hvala, ampak veš kaj, zgoditi se ti mora, mislim, jaz vedno pravim, meni sem vesel, da se mi dogaja, ker vse vem, da živim. Evo. Marko Verdel, priporočamo njegovo novo knjigo Govorim, ki jo najdete pri založbi Beletrina. Vse dobro, pozdravi nam vse na Mikropolu. Hvala.